Mi pa, kot že rečeno, kar do naše gostje z menoj v studiu, Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma. Vika, lepo pozdravljena. Lep ustvarjalni pozdrav in kot vidimo, poletje prihaja in prave temperature. Tako, in z njimi tudi junijski in julijski verjetno tudi program še v Pionirskem domu, ki ste ga pa začrtali zelo vizualno. Ne? In kakšna bodo ta dogajanja v juniju, ste načrtovali že prej ali želite za dogodki še malo nadoknaditi za nazaj? Tako, leto, ki je bil poseben izziv za celoten moj kolektiv. In naj na začetku povem, če kdaj so nas tokrat potrebovali mladi, otroci in tudi odrasli. Poskušali smo delati na vse načine, preko daljave, preko spleta, v živo in seveda rezultati so tukaj. Kot običajno že v tem poletnem času se predstavijo izdelki tako najmlajših, kot seveda tudi odraslih. In kar neka sprehajalno pot si lahko naredimo po Ljubljani. Začnemo lahko na Komenskega 9, kjer razstavljajo mladi, otroci in tudi otroci s posebnimi potrebami, ki so ustvarjali v likovnih in kiparskih delavnicah. Razstava je vredna ogleda, kajti neizmerna in neverjetna inovativnost mladih je. In seveda tukaj je na ogled tako kiparski del, kot tudi slikarski del. Potem se lahko sprehodimo do Mestne hiše. V Mestni hiši v levem atriju razstavljajo mladi, odrasli tečajniki in tečajnice, ki so obiskovali tako na daljavo, kot tudi v živo delavnice kiparstva, slikarstva in grafike. Izdelki pravijo, da imajo pravo umetniško vrednost in si jih je tudi vredno pogledati. Na koncu koncev pa lahko tudi se obišče v centrali, rečemo, Pionirskega doma na Vilharjevi cesti 11, kjer so na ogled dela, ki smo jih razstavljali tudi v času korone. Gre za sklop pozivov, da je umetnost in ustvarjalnost izjemnega pomena. Ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle. In da tudi v tem času, ko so bili čudni časi, ne sme umetnost izumreti. In seveda bliža se konec tedna. Velik projekt Likfest se imenuje, ki poteka celo leto. Tukaj sodelujejo vrtci in osnovne šole, predvsem ljubljanske osrednje regije. In zaključna razstava bo vključena v tako imenovano svetlobno gverilo z naslovom Vsi smo v istem čolnu. In tokrat smo bili res vsi v istem čolnu. In meni je posebej še lepo, da sodelujemo s toliko številnimi organizacijami, šolami in vrtci in seveda tudi drugimi prireditvami, kjer se vključuje in kjer se poudarja pomen ustvarjalnosti in umetnosti. Zdaj pa, če me postaviš vprašanje, zakaj to vse počnemo? Ja, zakaj to? Ker Pionirski dom je zelo poznan po svojih gledaliških delavnicah, predstavah in zdaj pa dajete prav posebno podporo vizualni umetnosti, tudi strokovno. Tako bom rekla, Pionirski dom v preko 30 različnih dejavnostih, ki jih ponuja skozi celo leto mladim, odraslim in otrokom, v bistvu nagovarja vse stile umetnosti. Tako gledališča, improvizacije, slikarstva, kiparstva, poezijo, tuje jezike, v svetu seveda glasbo, ples, sodobni ples. Naj povem, da še lahko naštevam, kaj se bo dogajalo. Poleg svetlobne gverile smo potem tudi, imamo Rock Akademijo v nedeljo popoldan, to so naši glasbeniki, zvesti smo rocku seveda, in avtorski glasbi. In se bomo predstavili v okviru junija v Ljubljani. Potem potujemo naprej v Kaleidoskop, ker sodelujemo v velikem projektu, festivalu Spider, kjer se bojo predstavili prav tako naši mladi plesalci sodobnega plesa. In še enkrat, zakaj to počnemo? Zaradi tega, ker je zavedanje, ne samo pri mojih sodelavkah in sodelavcih, da je umetnost tista, ki nas zaznamuje in nam daje tudi poslovno ali pa prostočasno pot tudi skozi vso življenje. Namreč pri nas se je skalilo
izjemno veliko umetnikov, igralcev, ki jih danes lahko gledamo na različnih odrih, ne samo slovenskih, ampak tudi v svetu, in ki nam vračajo in nam odgovarjajo, da je Pionirski dom jih zaznamoval na njihovi poti življenja. In še zakaj je pomembno. Namreč tudi v času korone, ko so bile kulturne institucije zaprte, je zame bil največji strah, da se bo izgubila nekako potreba po tem, da obiskujemo kulturne prireditve. Mi vzgajamo in mi pripravljamo bodoče gledalce, bodoče poslušalce zato, da bojo zvesti kulturi in da bojo počutili potrebo po kulturi kot svoj način življenja. Če te smem nekaj vprašati, tukaj, ko si ravno načela to temo, kako je kulturno-umetniško izobraževanje povezano na primer z varstvom človekovih pravic? Še kako. Kultura je ena najbolj temeljnih dobrin, ki bi morala biti dostopna vsakemu posamezniku in seveda povezana je tudi s tem, da imam pravico se izražati, da imam pravico oblikovati svojo črto, svojo misel in svojo sliko. In zaigrati na odru svoj pogled in svojo kritično misel. Namreč zbiri trdim, da je kulturno-umetniško ustvarjanje izjemnega pomena, saj krepi samozavest, krepi ustvarjalnost in kritičnost, tako do sebe, kot seveda tudi do okolice. In pri človekovih pravicah, če grem, opremili smo hodnike pisarn oziroma kabineta tudi varuha človekovih pravic z številnimi deli iz arhiva Pionirskega doma. Naj povem, Pionirski dom ima že čez 50 oziroma proti 60 letom starosti in tukaj smo našli izjemna dela številnih znanih ljudi, tudi v političnem prostoru, ki danes ustvarjajo. No in razstave menjavamo na vsake pol leta ali na nekaj mesecev, tako z arhivskimi slikami, kot seveda s tistimi, ki nastajajo v naših ateljejih na Komenskega 9. Tako da vzpodbujamo tudi pri varuhu, da njegovi zaposleni in seveda vsi obiskovalci cenijo otroško ustvarjalnost in ustvarjalnost mladih. Tako ne. Če pa mladi in otroci ne ustvarjajo, potem je pa morda nekaj narobe v družbi. Če bi ta duh, ta želja po ustvarjanju zamrla. In ni to samo po sebi umevno. Naj povem, da mi smo vključeni tudi v številne mednarodne projekte. In mislim, da smo v Evropi postali kot en model dobre prakse. Kajti na enem mestu otrok dobi tako raznolike kulturno-umetniške vsebine in tako sistematično deluje na njih. Konec koncev otroci nas obiščajo najmanj enkrat na teden. In to pušča v 10-mesečnem obiskovanju neko sled, ne samo v izdelku, ampak tudi v načinu razmišljanja. In smo vključeni v številne tudi evropske raziskave, smo vključeni in smo nosilci projektov in se že temeljito pripravljamo tudi na nove razpise, ki bojo v okviru Kreativne Evrope zdaj. To zahteva od mojega kolektiva izjemno veliko znanja, izjemno veliko naporov in seveda hkrati, ko smo vključeni v evropski prostor, pomeni, da smo skupaj v eni posebni bitki, da je potrebno kulturno-umetniško ustvarjanje v večji meri vrniti v izobraževalni proces. Mi pa si želimo, da bi Pionirski dom zasadil semena po celi Sloveniji. Nekaj dobrih sodelovanj že imamo. Predvsem smo pa veseli, da se v naša izobraževanja v večjem številu vključujejo poleg naših tečajnikov, ki nas obiskujejo celo leto, tudi vse večje število mentorjev iz vseh šol iz Slovenije. In tukaj so izobraževanja tako na področju tujih jezikov, na področju gledališke dejavnosti, improvizacijske dejavnosti, na področju plesa, na področju literature. Vsak od naših 8 festivalov ima še tudi dodaten program izobraževanja mentorjev in ocene so odlične.
ki jih dobivamo, in zato smo se tudi prijavili na razpis Ministrstva za šolstvo in dobili kar 8 projektov za naše mentorje in prepričana sem, da bojo ti vnašali v izobraževalni sistem nove metode, nove tehnike, ki bojo veliko bolj sproščujoče tudi za mlade. Imenitno, Vika, imenitno. Na hitro bova skočila v oglase, po oglasih pa spregovorila še več o tem, kaj se bo vse dogajalo v Pionirskem domu, kaj se pa morda tudi v preteklosti. Tako da ostanite z nami, z Viko Potočnik še nisva končala. Se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, govorimo pa, kaj vse se bo v juniju dogajalo v Pionirskem domu in tudi na njihovih dislociranih enotah, kajti pri meni v družbi res imenitna gospa Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma in nekako tudi kulturna mama, ne, bi lahko temu rekli. Ne. Kdo vse je že šel pa čez vaše vrste? Ne. Naprimer, vem, Tadej Pišek, Tadej Pišek, ga lahko klele vidimo v Suzi. Tadej je zrastel z nami. Seveda vesela sem bila, ker je sodeloval tudi kot žirant na našem gledališkem festivalu prejšnji teden, zdaj mislim, da je že 14 dni od tega. Meni gre tako čas hitro, da več ne znam ocenjevati kako in kaj. Dogodkov je seveda veliko in Tadej je zvest naš spremljevalec, zdaj seveda s svojimi strokovnimi očmi in vesela sem, da se vrača, da nam daje svoja znanja, svojo energijo in seveda predvsem, da usmerja tudi mlade. Namreč na gledališkem festivalu je žirija, ki si pogleda vse predstave. Letos smo bili malo bolj v okrnjeni obliki. To od žirije zahteva veliko koncentracijo, hkrati pa se pogovori z mentorji in tudi z otroci, kaj je bilo v predstavi malo šibki člen, na čem in kako je potrebno dograjevati, da predstava dobi, bom rekla, eno celovito in spoštljivo podobo. In naj povem, da jaz sem namreč v Pionirskem domu že 15. leto, ene statistike govorijo, da je čez 10.000 mladih stopilo na naš gledališki oder in predstave so vsako leto boljše. Tudi zdaj v tej, bom rekla, neobičajnih časih, hvala vsem mentorjem in mentoricam, ki so pripravili in so predstavili svoja dela na našem gledališkem festivalu. Tako da vaši mladi res imenitno ustvarjajo, ne? Kar je v bistvu tudi tukaj zdaj neka potrditev. Slišal sem, da 4 vašim likovnim ustvarjalcem se je pa uspelo uvrstiti v majski salon. Ne, to pa ni kar tako. Toliko dogodkov je že, ne, in seveda zdaj sva bila prvo najprej v Ljubljani, no zdaj pa odpotujeva tudi malo na obalo in seveda letos, ravno ta teden se odpira tako imenovani majski salon, ker predstavlja številne profesionalne umetnike in umetnice in povabilo Pionirskemu domu, da se lahko tega majskega salona udeležijo tudi 4 naše umetnice in umetniki. Sicer je to prostočasna dejavnost, ampak biti med profesionalnimi umetniki pomeni veliko priznanje, predvsem mojim pedagogom in seveda vsem tečajnikom, ki so svoj prosti čas usmerjali in dali v to, da tudi danes bomo lahko videli na majskem salonu njihove izdelke. Naj povem, to so starejša ljudje. Pionirski dom je nekako sinonim, da samo otroci nas obiskujejo in mladi. Zmeraj več starejših ljudi čuti potrebo ali pa se išče v umetniškem ustvarjanju. In to je zelo, zelo prav. Namreč v tej krizi, ki je vzpostavila velike stiske pri posameznikih, je lahko ravno umetnost tista, ki nam razčisti nekatere stiske, probleme, travme in jih lahko izlijemo bodisi na slikarsko platno, bodisi da vgradimo v kip. In med našimi tečajniki so ugledni profesorji, ugledni raziskovalci, in ki so rekli, ne, tega pa nikoli nisem mislil, da bom znal. In danes nam povedo, da je njihovo življenje dobilo poseben smisel. Zato od jutri naprej se lahko
namreč jutri odpiramo vpise za naslednje šolsko leto, niso samo namenjeni otrokom in mladim, ampak tudi odrasli populaciji. Predvsem za odrasle imamo tuje jezike in slikarstvo, kiparstvo in grafiko. Vsi urniki bojo jutri za naslednje šolsko leto na voljo. Držimo pesti, da nam kakšen računalniški sistem ne bo se sesul, če ne pa telefon, pa nas pokličite, dežurali bomo in odgovarjamo in veselimo se že. In Ljubljana ima to bogatstvo, da ima ta pionirski dom, ki skrbi za ta podmladek, da potem lahko na naslovnicah gledava tudi Tadeja Piška, ne? In kar nekaj takšnih je. Saša Pavček, mislim, oddaja bi bila še predolga, če bi vse naštevala, ki danes krepijo, bogatijo nas in seveda tudi slovenske odre. Tako, in slovensko kulturo. Ne, drugače že rečeno, v juniju bo predvsem vizualno. Kako je pa s pionirskim domom in programom čez poletje, pardon? Tako naj še povem, da sodelujemo tudi na knjižnem sejmu. V nedeljo bomo imeli ob 10 tudi pogovor. Namreč mi spodbujamo tudi mlade v avtorskih dramskih tekstih. Išla bo knjigica, oziroma je že išla knjigica, in bo potekal pogovor tako z ustvarjalci, kot tistimi, ki vzpodbujajo to, kakšen pomen pa ima pisanje gledaliških tekstov, predvsem za mlade. Namreč mi spodbujamo tudi izjemno veliko avtorskega dela. Ne samo, da nekaj ponavljamo, ampak da otrok, mladi, odrasel najde in išče svoja besedila, svojo glasbo, svojo črto, če lahko tako rečem. In pri nas je dovoljeno risati čez črto. In seveda moje sodelavke in sodelavci bodo imeli zelo kratek dopust, ker vse imamo že pripravljeno za počitniške šole, tako v zadnji teden v juniju in v juliju in seveda tudi v zadnje tedne v avgustu mesecu. Veliko je datumov, zato si prosim pogledajte vsi na naših spletnih straneh. Počitniške šole so pestre, zanimive, potujemo od tujine do domačih preprostih zadev, učimo se slikanja, risanja, glasbe in preživimo, predvsem je to pomembno, da otroke sprostimo in da jim naredimo ta teden skupnega bivanja tudi kot en izjemen spodbudno čas za socialno druženje in dobivanje tudi novih prijateljev. Počitniške šole so izjemno uspešne, ne vem, če še kaj prostega, ampak mislim, da bi še se kakšna šola dobila. Če ne, bomo pa malo povečali vpis. Tako, ne, če se le da, to pa vem, da v pionirskem domu tudi vaši mentorji in učitelji vsi s srcem in prav radi upravljajo svoje delo, ne, tako da imajo, se mi zdi, tudi radi kakšen dan dopusta, manj zagrizejo, da lahko izobražujejo naše mlade še naprej. Ne pa še povem, da poleg zaposlenih pedagogov imamo tudi veliko število mladih. Resnično neko moje globoko spoštovanje do mladih, ki so pod tako imenovanim prekernim delovanjem, ni enostavno. Je zelo, zelo omalovažujoče te družbe do teh mladih, ki imajo številna znanja, ki imajo številne izkušnje, ne samo domače, tudi mednarodne, in tudi te vključujemo v počitniške šole, da pač pridobijo in da ostanejo tako imenovani kondiciji intelektualni, da seveda čutijo, da so v tej družbi potrebni in seveda, če lahko dajejo svoje znanja otrokom, je to še toliko večje bogatstvo. Tako je, da prihaja do tega medgeneracijskega prenosa znanja. Ja, Vika, res najlepša hvala, da si prišla in vse predstavila, ne. Moram reči, da ti si prav ena taka kulturna mama in zato ti jaz dajem tale naš best mom, najboljša mama, Oskar, takole, izvoli, če si ga kdo zasluži, si ga zaslužiš ti, tudi tvoj rokovnik imaš vedno s seboj, vse še pišeš na roko, da ja ne pozabiš. Tako, tudi ta rokovnik ima eno zgodovino, ne, tako jo lahko, ne prebirati, kaj pišem, no. Namreč je že 27. po vrsti, izhaja v enakem formatu, avtorica... Tole malo višjega pridem. Ja, avtorica
Tanja Radež, svoja besedila pa išče in raziskuje Marjetka Krapeš. Rokovnik, za katerega si želim, da bi nekoč naredili razstavo in da bi prebirali si, kaj si vse zapisujemo v te rokovnike. Zgodbe bi bile zanimive. Ohranjajmo tradicijo, ohranjajmo spomin in ohranjajmo našo bogato kulturo. In na Ljubljana TV vam bomo pri temu rade volje pomagali, kjerkoli bomo Hvala lahko. tudi za sedaj in seveda eno lepo ustvarjalno poletje želim. No, to pa tudi jaz ne bi moral bolje zaključiti. Vika Potočnik, direktorica Pionirskega doma, najlepša hvala za vaš čas in vaš obisk. Mi na hitro v oglase, potem pa še zadnji zaključni del naše oddaje. Tako da ostanite z nami, se gledamo.